Dobro, še enkrat lepo pozdravljeni. Danes je v bistvu, kot smo bili obveščeni, sporazum podpisala tudi vlada, tako da je v bistvu postal javen in se ga da v bistvu nekoliko bolj natančno razložiti, ne. Predvsem bi v prvi vrsti povedal, da je sicer relativno skop dokument, vendar pa smo se te zadeve dogovarjali v sklopu mediacije in mediator je kot tretji član tega postopka v bistvu, bom rekel, neke vrste priča, kaj smo se tam pogovarjali in kaj se je v bistvu cilj v naslednjem letu oziroma predvsem do aprila izpolniti v zvezi z pogoji in pa nagrado za zdravniško delo. Vemo, v kakšni situaciji smo bili še konec prejšnjega tedna, no in nekako zdrav razum je potem prevladal na obeh straneh in tudi v bistvu se lahko zahvalimo, kot sem že omenil prvič pred 2 dnevoma, gre za zapisano v kolektivni pogodbi zdravnic in zdravnikov, da je možno v takšnih sporih uporabiti mediacijo in je tudi za mediatorja določen predstavnik zdravniškega društva. No in lahko samo pohvalim profesor Komadino, da je izvrstno opravil svoje delo, če je še v dopoldanskem delu mediacije v bistvu ni kazalo najbolje, bili smo na okopih, kot smo bili v prejšnjih dnevih, glede tega, kaj si mi želimo in kaj je pač vlada nam pripravljena ugoditi. Medtem ko v popoldanskem delu pa je v bistvu profesor Komadina res izvrstno opravil svoje delo in uspel bistveno približati naša stališča. V polni meri vlada izpolnjuje našo prvo stavkovno zahtevo in sicer, da smo enakopravni partner pri gradnji novega stebra, enakopravni partner ne samo Fides, vse zdravniške organizacije formalne pri gradnji zdravstvenega stebra in pri reformi celotnega javnega zdravstvenega sistema. Vemo, da se bo potrebno tega lotiti, da obsoja kakršnokoli obliko nasilja nad zdravnicami in zdravniki, zobozdravnicami in zobozdravniki in seveda tudi drugimi zdravstvenimi delavci in da seveda za stanje, v katerem se javno zdravstveno sistem znašel v tem trenutku, zdravnice in zdravniki nikakor nismo odgovorni. V delu, kjer so se naše stavkovne zahteve navezovale na naše dolgoletna prizadevanja, to je v bistvu tretja točka stavkovnih zahtev, se pravi zaključek karierne poti zdravnika za uvedbo delovnega mesta starejšega specialista, 18 let po strokovnem izpitu, 7 razredov višje uvrščenega od višjega specialista, ki ga do sedaj v bistvu nismo uspeli nasloviti v naših prizadevanjih. Naslednja četrta stavkovna zahteva, da se prenesejo specializantska napredovanja iz specializantskih delovnih mest tudi naprej v specialistična in pa peta, morda v teh časih, ko se vedno več, kot sem že tudi poudaril, govori o tem, da je zdravnikov dejansko premalo, da manjka 300 splošnih zdravnikov, da manjka 1000 zdravnikov v celoti v državi in se poskuša dodatno obremeniti tiste zdravnike, ki so že preobremenjeni z večanjem normativov in slabšanjem standardov, da se vlada zavezuje v bistvu striktno spoštovati standarde in normative zapisane v modri knjigi in vkolikor je kateri zdravnik pripravljen delati preko normativov, tudi najti ustrezne podlage, tako pravne kot finančne, za zagotavljanje sredstev za delo preko normativov, tudi na sekundarni in terciarni ravni in vse te tri naše stavkovne zahteve smo prenesli v tako imenovan plačni steber v zdravstvu in s tem dali prvič vsebino temu stebru, ne samo ime in seveda postali že prvi in enakovreden tvorec vsebine tega plačnega stebra. Seveda največ težav je bilo ravno pri drugi točki, ki se je dotikala enakomernega dviga, se pravi dodatnih 3 plačnih razredov pri najbolj obremenjenih in najbolj izkušenih zdravnicah in zdravnikih, 3 dodatne plačne razrede.
Tu smo morali tudi mi narediti korak nazaj, vendar v luči tega, da kot je minister tudi prvič v zgodovini postavil ceno zdravniškega dela, se nam je zdelo v bistvu pričakovanje in tudi do neke mere obljuba ministra, da se bodo te plače in nesorazmerja in naslovitev najbolj izkušenih zdravnic in zdravnikov ustrezno uredila v plačnem stebru. In ta motiv je v bistvu presega tistih nekaj plačnih razredov in morebitno tveganje za stavko, da bi v bistvu vse to, kar smo se uspeli na mediaciji v sredo dogovoriti, v bistvu, oziroma v torek dogovoriti, v bistvu izgubili. Tako da smo na tem mestu naredili korak nazaj in dodali varovalko, da vkolikor pa vsebine stebra dogovorjenega do 1.4. in potem, kot morajo biti predane v javno obravnavo oziroma v obravnavo v parlament do 30.6. s 1.1.2024 dejansko ne bi zaživele iz različnih katerihkoli razlogov ali nove krize ali kakršnihkoli drugih razlogov, na katere ne vlada, ne mi ne bi imeli vpliva, se v bistvu uvedejo ločena pogajanja med vlado in sindikatom Fides, da se naslovi ta nesorazmerja, predvsem pri višjih in pa pri starejših zdravnicah in zdravnikih in ta v bistvu nove uvrstitve še po tem veljavnem plačnem zakonodaji, vkolikor stebr ne bi bil uveden, te spremembe stopijo v veljavo za 1.1.2024. To bi bilo iz moje strani, kar se tiče tega komentarja dogovorjenega sporazuma. Prostite, a lahko malo bolj razložite drugo strokovno zahtevo, mislim, da je bilo za tega starejšega specialista, rekli ste po 17 letih od začetka njegovega dela, tako da bomo vedeli napisati. No? Ja, vi to poznate, mi pa ne. Načeloma je višji specialist nastopi ta naziv z 12 let po strokovnem izpitu. Nekje starejšega specialista smo pa želeli umestiti takrat, ko je v bistvu na vrhuncu svojih moči, ko je v bistvu najbolj izkušen, ko lahko največ svetuje mlajšim kolegicam in kolegom, ko se najhitreje odloča in tudi najbolj kvalitetno odloča, to je pa nekje med 45 in 50 razredom, letom starosti in tega smo zato uvrstili nekje 18 let po strokovnem izpitu. In to je v bistvu ta meja, ki smo jo pač zasledovali. Pa boste recimo zahtevali mogoče še kakšne dodatne razrede, da zdaj glede na vsa ta pogajanja, zdaj je bilo govora o teh treh, ki ne bi bili nekako težki 20 milijonov evrov, boste zahtevali zdaj zaradi tega, ker je pač prišlo do tega odloga in tega ni bilo letos januarja, ampak bo prihodnje leto še kaj več, ali je to pogajalska strategija? V tem trenutku se mi zdi pomembno poudariti, da je dejansko razum prevladal tudi na vladni strani, zato da smo se sploh začeli pogovarjati glede teh vprašanj, ki so bila odprta v strokovnih zahtevah in seveda, kot je bilo tudi rečeno in to pač priznam tudi na naši strani. Namreč od tega stebra si dejansko obetamo veliko, ne samo zdravnice in zdravnike, ampak tudi dolgoročno celoten zdravstveni sistem, ker bojo noter vsi sodelavci, ki pač sodelujejo v zdravstvu, ne samo zdravnice in zdravniki. In v bistvu na kocko postavljati prihodnost tega stebra zaradi treh plačnih razredov pri višjih specialistov se nam je zdelo dejansko škoda. In na obeh straneh je v tem primeru prevladal razum. Mi imamo še tretjo stranko udeleženo, ki pač je bila neka priča, nekim dogovorom in tam so pač nekako dogovorili, v kateri smeri naj bi dejansko te spremembe šle. Nikakor pa nimamo neizdelane strategije, niti izračunov. Mi moramo najprej videti izhodišča, neka vsebina iz naše strani je bila že, bom rekel, izpogajanja, kako bo šlo to točno naprej, kakšna bojo pričakovanja vladne strani, kakšna bojo naša pričakovanja oziroma odgovor na to bomo pa sproti v bistvu reševali. Ampak če se do prihodnjega leta ne bi dogovorili, potem ostanete na tej isti zahtevi, torej
odprava nesorazmerij s tremi dodatnimi plačnimi razredi za te višje specialiste, izkušene zdravnike. Tlele bi rad povedal, da v zaščito zdravnic in zdravnikov imamo zdaj v bistvu dve varovalki. Prva varovalka je, vkolikor plačni steber, pogajanja za plačni steber iz kakršnega koli razloga ne bi bila uspešna in se zaključila do 1.4., imamo mi v bistvu možnost oziroma se vlada zavezala, da bo z nami uveljavila ločen plačni steber za zdravnike in za zdravnice in zdravnike oziroma zobozdravnice in zobozdravnike. To je pač izhaja iz sporazuma podpisanega oktobra lani. Dodali smo pa novo varovalko, če bi do tega dogovora prišlo in bi bili seveda z njim zadovoljni in bi bil vložen v parlament, vendar iz katerega koli razloga do 1.1.2024, na katerega pač ne mi, ne vlada ne bi mogli vplivati, v tem primeru bi se pa v tem sporazumu zapisana varovalka sprožila, ki bi pomenila ločena pogajanja za Fidesom za odpravo teh plačnih nesorazmerij, ki pa so zelo pereča, namreč vemo, da je med višjimi specialisti je veliko takih, ki bi morali biti starejši specialisti, in da je v bistvu ta nesorazmerje že bilo narejeno s tem, ko se je specialistom dvignilo, so se dvignili plačne razredi za več kot pa višjim specialistom, s tem je nastalo novo nesorazmerje in vsa ta nesorazmerja bi potem v bistvu proti koncu leta naslovili in bi začela veljati za nove vrstitve v plačne razrede za 1.1.2024. Ne ste pa doživeli na terenu, zdaj v bistvu vem, da je vlada zahtevala, da se vas pogaja manj, da so precej stiskali vas. Kakšen je bil pa odmev na to, kar ste se dogovorili na terenu? Ja, poglejte, seveda bi bilo članstvo najbolj zadovoljno, če bi jih pač lahko obvestili, da smo izpogajali 3 plačne razrede več, vendar ko razložimo celotno zgodbo, ko predstavimo, kaj to v bistvu pomeni, da smo enakopraven partner pri določanju tvorbi novega stebra in ko smo že vnesli prve 3 alineje novega stebra, mislim, da ta zdrav razum prevlada tudi med članstvom in da je pač nujno potrebno, če smo čakali leta in leta, počakati še nekaj mesecev za to, da bomo v bistvu vsi, se pravi zdravnice in zdravniki, bolnice in bolniki in pa seveda tudi zakonodajalec zadovoljni. Bodo pa že zdaj pogajanja, ki se začnejo konec januarja, samo z vami ali z vsemi? Ne, to pa velja sporazum iz oktobra 2022, iz lanskega oktobra, ko je bilo dogovorjeno in s tem smo se takrat tudi strinjali. Tudi naš predlog iz pomladi lani, oziroma še iz preteklega leta je bil, da v bistvu gremo v zgodbo skupaj z ostalimi zaposlenimi v zdravstvu, vendar takrat pač ostali sindikati žal niso bili naklonjeni in še vedno mislimo, da bi bilo dobro, da te vprašanja naslovimo skupaj, da ne bi bilo kasneje očitkov o nekih nesorazmerjih. Tako da v bistvu pogajanja se predvidoma, se ta pogajanja bo sklical minister, ampak mi smo prvi, ker smo pač dejansko določili datum v tem sporazumu, ker se je nekako poskušali ta datum premakniti v februar, določili za 25. januar, ampak to velja dogovorjeno iz oktobrskega sporazuma, da to gradimo skupaj z vsemi zaposlenimi v zdravstvu. Kaj pa, če kdo od njih ne bo želel to? Verjetno bodo vsi, ampak... Ja, to bo pač vprašanje za njih pa za ministra, mi na to ne bomo vplivali. Mi imamo edino, kaj imamo klauzulo, če bi pač nam aktivno nagajali zaradi tega, da bi svojim, recimo, odklonilnim stališčem do tega stebra v bistvu preprečevali nam, da bi se v bistvu ta steber zgradili, potem pač imamo klauzulo, da ustvarimo za vlado ločen steber za zdravnike in zobozdravnike. Ampak to velja šele za drugo leto, Drugo leto, Če bi zdaj recimo oni rekli ne? Ne, roki tečejo, 1.4. je prvi rok, do takrat mora biti zaključen, do 30.6. pa predan v parlament, v odločanje. Te roki pač veljajo in te zahteve so vezane iz oktobra lani na datum 1.4. in 30.6. letos. A se vam zdi to realno, ta rok aprilski, treba bo v bistvu zdravstveni del, zdravstveni steber povsem na novo postaviti,
Vemo pa, da ste zaenkrat tudi glede nesorazmerij pogledali na to na precej različnih stališčih z vladno stranjo. Čas mineva, ne? Vsakim dnevom v bistvu bo treba rokave bolj zavihati. Včeraj smo lahko brali, da nekaj izhodišča je vlada le v bistvu ne sprejela, ampak osnutek, ki bo šel na očitno koalicijski vrh naslednjem tednu in bo potem sprejet na vladi, kar je pač prvi korak. To smo računali, da se bo zgodilo že konec novembra, začetku decembra, no, zdaj je v bistvu januar. V želji, da to pospešimo, ker se zavedamo, da v bistvu iz preteklih, ko smo kakšne velike stvari hoteli napisati, ne, koliko časa to dejansko traja in da se pač 1. april približuje. Ravno zaradi tega da smo v želji, da to pospešimo, ne, da ne bi bili v bistvu potem vsi skupaj v časovni stiski, smo se zavezali v tem sporazumu, da se pogajanja začnejo 25. januarja. Ne. Mi imamo potem še vedno dobra 2 meseca, da te stvari realiziramo. Ne bo pa seveda v tem stebru samo vprašanje plač, ne. Tako da v bistvu bo verjetno precej zahtevno delo, nas vse skupaj čaka, ampak v dobri veri verjamem, da smo zmožni to do 1.4. Dokončati. Z naše strani ni razloga, da ne bi. Ne. Mogoče še ne vem, če sem preslišal, ste se zavezali zdaj s tem novim sporazumom tudi kaj glede stavke, da do nekega obdobja, verjetno 1.1.24 ne boste stavkali. Ne, kot rečeno, še enkrat se mi zdi zelo pomemben v bistvu vpliv tukaj mediatorja, a ne, ki je v bistvu človek, ki je bil priča, a ne, dogajanju, pogovorom in mislim, da ni bilo razloga, da si v taki obliki dogovora, kot smo ga sprejeli, ob mediatorju ne bi verjeli in bi morali kakorkoli se mi zavezovati, da ne bomo sprožili stavkovnih zahtev oziroma v primeru, da vlada svojih zavez ne zaveže, da bi se mi v bistvu zahtevali plačano stavko. No. Ta del se nam je ni zdel potreben ravno zaradi tega, ker smo imeli v sobi mediatorja, ki je v bistvu dobro vodil proces in tudi v bistvu do njega pripeljal in ni razloga, da bi se v bistvu na ta način, bom rekel, ogrozili, ne, z zahtevami po stavki oziroma odpovedovanju stavke. Mi si pač na podlagi tega dogovora in na podlagi tega, kako je mediacija potekala, zaupamo in računamo, da se bo pač to dejansko tudi sprovedlo v najboljši veri, da dejansko stvar zaživi, a ne, in da se te večna vprašanja glede tega, kako bi moral izgledati nagrajevanje v zdravstvu, pogoje dela in tako dalje, čim prej rešijo in da čim prej tudi dobimo nove zdravnike. Vemo, da brez novih zdravnikov ne bomo uspeli ne na primarni ravni, ne na sekundarni, ne na terciarni ravni. Če želimo pač ohraniti ta nivo strokovnosti, ki ga zaenkrat čuvamo, ne, kot zenico očesa, ne, in to so tisti ne normativi, ampak standardi in tudi vedno bolj se bo treba poudarjati tudi vlogo kvalitete, a ne, zato da dejansko na račun normativov, a ne trpijo standardi in pa kvaliteto obravnave. In mi moramo ustvariti pogoje, da pridobimo nove kolegice in kolege ali da se vrnejo v javni zdravstveni sistem ali da pridejo iz tujine in nam pomagajo vzdrževati ta visok nivo oskrbe naših državljank in državljanov. Vi zdaj niste več glavni stavkovni odbor, ampak ste pogajalska skupina. Tako, nismo več stavkovni odbor, ja. Glavni stavkovni odbor. Dobro, še kako vprašanje? Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa mi nimamo kartice.